A veš feeling, ko nočeš iti domov po šihtu, pa greš spat v avto? Ne? Sam jaz? Ok. Cool. Štiri dni nazaj sem se odločila, da bom prespala v tem ogromnem avtu. Tole je 2007 Priušek. Zato, ker sem zadnje čase ful delala, kar je zelo dobro zaradi tega, ker prej skoraj 2 meseca nisem delala, oziroma več kot 2 meseca ni bilo nobenih projektov. Trenutna filmska industrija v Los Angelesu ni neki baš. Vse produkcije se selijo ven v Evropo. To se je že začelo 2020, zato ker pač je bilo ceneje iti čez lužo, kakor tja ostati. In zdaj je vedno bolj ceneje snemati stvari v Evropi. Saj tudi jaz sem bila del kakšnih teh ameriških produkcij ali pa tujih produkcij v Evropi. In razlog, zakaj vsi grejo tja, je zato, ker smo poceni delovna sila. Zdaj pač vsa industrija trpi in se vsi prijavljajo za statiste. Tako, snemajo sem vedno s kakšnimi kostumografi, scenaristi, režiserji, pač vsi se grabamo za te vloge, kaj jih lahko dobimo. Se pravi, statist, publika itd. itd. In ful časa nisem delala. Zdaj se mi je pa naenkrat konec marca vse odprl. In delam noro. In vzamem čisto vsak projekt, ki ga dobim. Večinoma so vsi projekti nekje 3-4 ure vožnje v eno smer, z gužvo seveda. Uro pa pol brez. Ta teden, ko sem se odločila, da jaz ne moram več voziti se, kljub temu, da obožujem vožnjo, tisti teden recimo sem v 5 dneh prevozila 1000 milj. Ok, Google. How many kilometers is 1000 miles? Torej 1600 V 5 dneh sem prevozila 1600 km. Oh my god. Okay. V glavnem, in potem na neki točki jaz nisem mogla več. In sem si rekla, da se mi ne da voziti domov in da bom prespala v kempu, zato ker se moram glavo spočiti in nekaj dobrega narediti zase. Zdaj, glede te industrije, je tako, ne. Jaz glih, ko sem se sam preselila, ne vem, če kaj spremljaš, ampak bila je stavka. 6-7 mesečna so stavkali igralci in ni bilo nobenih produkcij in praktično skoraj 6 mesecev nisem nič delala. To je bilo glih takrat, ko sem se jaz preselila nazaj v Ameriko, ko sem imela dolgove že za odvetnika oziroma odvetnico, ki mi je rihtala vizo, ker pač odvetnika moraš imeti za to vizo, na kateri sem jaz. In sem bila že tako zapufana in sem si rekla, ajde, cool, pač klej ful dela, naj bom odplačala, pa dela ni bilo. In sem si mogla jaz zrihtati kreditne kartice prvič v življenju, ker sem si vedno rekla, da jih nikoli ne bom imela. Ampak realno pač nisem imela iz kje pokriti hrano, nisem imela iz kje pokriti ne prispevke, tega nimamo tukaj. Preživnino, tudi tega tudi to ne plačujem. Pokojnino, ne. Računi, to je beseda, ki sem jih iskala. Dolgovi so se nakopičili, ki sem potem s časoma tudi kakšne te postolovščine dala gor, zato ker za kaj je treba živeti, ne. Ne bomo sam delali, pa gurali, pa pol umrli, ker to pol pač je poanta. Potem so se določeni drugi stroški nabrali in nikoli nisem bila še v tem položaju in je tako kar nekaj, a veš. Malo se glupo počutiš, ko si tako, če bi bila pa uspešna, pa ne bi imela dolgov, ne. Ja, konc marca se mi je začelo obračati in sem začela ful delati. In pač res imam srečo, da ogromno delam. Pač ko res se mi odpira, pa ful enih drugih šihtov sem še dobila, zato ker jaz tudi ustvarjam pač te vsebine za socialna omrežja, za znamke, ne? Brand deals, ne? Za njihove socialne, ne za svoje. To mi je ful v roke padalo, plus ene par strank, ki sem še imela. Tako, že kakšen let nazaj so me kontaktirali, da bi imeli še več pač teh vsebin, ne. Tako, rekla sem si, da april bo ful dober mesec, zato ker to je moj rojstni dan mesec, ne. In si vedno rečem, april mora biti dober. In ne vem, je to pač ta manifestacija, ne, pač love attraction, ko si pač rečeš, da se nekaj bo zgodilo, se pol vedno zgodi. In dejansko je res, april je do zdaj najboljši mesec letos. Januar je bil ful krut, grozen. O moj bog, ne vem, kako si nisem pod vlak vrgla. Februar je bil depresiven za popent, zato ker sem bila res toliko že v dolgovih, pa nič nisem delala. Februarja niti enega projekta nisem imela.
Razmišljala sem kar, da poberem stvari, pa pridem nazaj domov, da grem k mami v klet živeti za nekaj časa. Bila sem tako ene 13.000 živčnih zlomov in potem marc se je zgodil in se je začel vse obračati. Zdaj na tej točki že tako, da sem sem šla spat v kamp. Tisti teden sem vstajala ob 3 in 2 zjutraj. Vsak dan. In hodila spat okoli 11. Preživela sem. Zvečer sem potem šla še na en sprehod, 2-urni po nesreči, zato ker sem začela hoditi in pa sem bila tako, o moj bog, je še ful časa nisem hodila, koliko je to fajn. Tako da, to je life zaenkrat. Life je smešen. Zdaj vem, da nekaterim vsakeč, ko imam tako malo težav, mi ful enega folka da ful enih nasvetov, za katere nisem vprašala. Večino mi rečejo, pa kaj se matraš, prid domov, najdi si šiht, daj odrast, kaj se matraš s tem, kaj si to delaš. In je tako, veš, kakor da sem jaz edina oseba s problemi v življenju. Veš, da zato, ker sem si izbrala to industrijo in to pot, ne, da zdaj zaradi tega imam težave v življenju. Mislim, ne poznam niti enega, ki je zadnjih 5 let lahko reče, moje življenje je popolno, nimam niti ene pripombe. Tako da, to je pač del življenja v srcu. In se imam fino. A bojo kaj zapornice spustili oni dol? Ful mi je bilo super se zbuditi v avto naslednji dan in se bolj odpeljati na šiht. Sem bila malo tako noben ne ve, da sem bila jaz glikar v kempu, Ta čar, ko delaš stvari, ki so ti pri srcu. Tako da, to je to. To je to za ta video. Naročite se pa te fore. Ajde, bye.